Baza helikopterske nujne medicinske pomoči Maribor je bila vzpostavljena 15. novembra 2016. Njen namen je zagotavljanje enakomernejše in hitrejše nujne medicinske pomoči s helikopterjem. Poskusno 6-mesečno obdobje helikopterskega reševanja iz baze v Mariboru se je izteklo 16. maja letos. Pilotni projekt je nato vlada podaljšala do konca letošnjega leta. Zatikalo se je predvsem pri transporterju oziroma pri tem, kdo bo zdravstveno osebje prevažal s helikopterjem. Zdaj to opravlja Ministrstvo za notranje zadeve oziroma policija, vendar so prav oni to sodelovanje v preteklosti označili kot poskusno, kar je dalo pobudo dodatnim dogovarjanjem. Doslej je vlada delovanje helikopterske nujne medicinske pomoči urejala z državno uredbo. Določbe pravilnika konec leta potečejo. Prav zato je prejšnji teden helikoptersko nujno medicinsko pomoč opredelila kot državno aktivnost in tako za evropsko zakonodajo omogočila, da se jo še naprej izvaja z državnimi zrakoplovi. Vlada je ustanovila tudi medresorsko delovno skupino za pripravo predloga dolgoročne ureditve helikopterske nujne medicinske pomoči. Skupno je bil helikopter na mariborskem letališču aktiviran namreč kar 231-krat, vendar mu neugodne vremenske razmere niso vedno omogočale izvedbe intervencije. Večino bolnikov so prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, poleg posredovanja ob nesrečah pa so pomembno vlogo odigrali tudi pri prevozih bolnikov med bolnišnicami. V skladu s standardi znaša strošek na letnem nivoju približno 450 tisoč evrov in zajema plačilo ekip ter materialne stroške izvajalca. Morda bi bilo v prihodnosti smiselno razmisliti tudi o tem, da Ministrstvo za zdravje kupi lasten helikopter nujne medicinske pomoči, ki bi bil namenjen izključno njim. Tako bi lahko rešili tudi trenutno kadrovsko zagato pilotov, ki bi jih v takšnem primeru zagotovilo Ministrstvo za zdravje in ne več policija, ki se že tako bori s kadrovsko podhranjenostjo.